Iz terena pa Konjeniški zvezi Slovenije, ki bo jutri v Mariboru podelila posebna priznanja tako klubom, kakor tudi tekmovalcem in konjem. S čim so si jih v preteklem letu prislužili, pa najbolje ve Zlatko Polajžer, generalni sekretar Konjeniške zveze Slovenije. Dobro jutro želim, gospod Zlatko. Dobro jutro. Je danes imeti konja luksus, tako kot recimo včasih, ko so fantje na konju osvajali mlada dekleta? Premožnejši, ne? Vredno. Pravzaprav ne, dokler gre za rekreativno jahanje, ne. Ko pa se vključi šport, športno udejstvovanje in športni konji, tukaj pa mislim, da glede na tudi gospodarsko situacijo, da pa že potem posegamo v višje zneske, tako kot pri vseh športih, ne. Sicer pa Konjeniška zveza Slovenije je strokovna športna organizacija, ki združuje 6 različnih disciplin konjeniških športnih, 3 olimpijske discipline, preskakovanje zapreg, dresurno jahanje in pa eventing, in pa 3 ostale, vzdržljivostno jahanje, western in pa endurance, to je pa, kot sem rekel, vzdržljivostno jahanje. Western? Western je tudi. Kaj to pomeni? Če pogledate kavbojke, kavbojske filme, bi lahko videli približno kakšen način jezdanja oziroma tekmovanja je to. A to je tisto z lasom? Ne, to so posebne discipline, posebne naloge, katere opravljajo za temi predvsem kvoter ameriškimi delovnimi konji. Preskakovanje ovir in vse to, kar ste zdaj omenili, se mi zdi, da je zelo priljubljeno v Ameriki. Pri nas pa vsaj po televiziji tega se mi zdi, da ne vidimo ravno pogosto. Razen, ko gre za olimpijske igre, takrat si gledamo. Ja, ne vem, če bi se ravno strinjal s tem. Morda v Sloveniji po televiziji je manj tega, medtem ko Zahodna Evropa in pa ves ta centralni evropski del je preskakovanje ovir izredno popularen šport. Je tudi, mislim, da nekako najbolj množičen. Prav tako je v Sloveniji, kar se tiče preskakovanja ovir, najštevilčnejše zastopani tekmovalci, tako kot registrirani športni konji. Lahko sam mimogrede omenim, da sicer v vseh disciplinah imamo v Konjeniški zvezi Slovenije registriranih preko 800 športnih konj in preko 500 tekmovalcev. To presenetljiva številka, ne? Ja, glede na to, da morda niti ne, da Konjeniška zveza Slovenije šteje preko 7500 članov, od tega je združeno v 68 klubih, morda potem to niso več tako velike številke. Kateri klub pa je recimo tisti, ki je najboljši, ki bo verjetno dobil jutri, ne pravim, da bo, ki bo verjetno jutri dobil kakšno priznanje? Pravzaprav ni nobena skrivnost, če govoriva ravno zdaj se zaustavlja pri preskakovanju ovir, da je to klub prav iz Maribora. In sicer Konjeniški klub Velebiro je na osnovi točkovan, bo jutri dobil posebno priznanje kot najboljši klub v preskakovanju zapreg. Sicer pa bomo jutri podelili, ko se že dotikava tega dogodka, tudi posebne nagrade za posebne dosežke ali pa najboljše dosežke v vseh disciplinah, ki sem jih prej omenil. Na začetku sem že povedal, da bodo dobili nagrado tudi konji. To drži? Ja, na posebni tekmovalni sistem oziroma skozi tekmovanja se pridobivajo točke tako na domačih tekmovanjih kot na tujih in vsako leto v vseh disciplinah podelimo oziroma dobimo tudi nagrajence oziroma zmagovalca najboljšega konja. In imamo dobre konje v Sloveniji? Te tekmovalne, ker kolikor vem, so konji plemenski, se ločijo, nekaj je plemenski in ta je tako zelo dober in ta je malo slabši. In to so kar velike cifre potem na koncu, ne? Glede na slovensko majhnost lahko rečem, da imamo izredno dobre konje. Tudi glede na situacijo, predvsem gospodarsko, ta šport je res povezan potem v vrhunskem športu z velikimi sredstvi. Lahko ocenim, da je ne samo po številu konj porast v Sloveniji v zadnjih letih, ampak tudi v smislu kvalitete oziroma napredovanja konj in pa tekmovalca. Po slovenskih medijih smo lahko v zadnjem času veliko zasledili precej grdih, milo rečeno, zgodb o slovenskih konjih. Imate vi kakšen podatek, da
Je stanje boljše, kot smo lahko videli, verjetno veste, o čem govorim. Ja, vem. Lahko ob tej priložnosti tudi omenim, da Konjiška zveza je skupaj z Mednarodno konjiško zvezo že dolgo nazaj sprejela kodeks odnosa do živali in sicer ta kodeks govori v stavku, da je dobrobit konja na prvem mestu. Tako v Konjiški zvezi zelo natančno spremljamo tako treninge kot delo s konji in kar se tiče naših članov, skrbimo, da jih tovrstnih slabih ravnanj s konjem praktično čim manj ali pa nič. V Konjeniški zvezi Slovenije boste celo leto 2013 peljali tudi akcijo 300 otrok na konja. Vemo, da imajo konji tudi zelo dobre učinke na telo, na psiho. Ja, z projektom 300 otrok na konja pravzaprav vstopamo v neko posebnost, kar se tiče športa, oziroma kot športna organizacija je to za nas neka posebnost. Gre za neko humanitarno, družbeno odgovorno dejanje. Namreč prizadevali si bomo, da bomo iz cele Slovenije različne hendikepirane, tako socialno ogrožene kot sicer ogrožene skupine otrok pripeljali do konja, na konja. Prizadevamo si pridobiti sredstva za izvajanje teh programov preko naših sponzorjev in pa Fundacij za šport in resornega ministrstva, tako da nam je cilj, da teh 300 otrok morda več pripeljemo brezplačno na te programe in jim na nek način polepšamo vsaj dan, dva ali pa morda delček njihovega življenja. So blagodejni učinki tudi že znanstveno dokazani ali je to samo velja v krogih? Ne, znano je tudi sicer širši javnosti, jaz mislim, da je konj ali pa delo s konjem daje izreden pomen in zelo veliko pozitivnih učinkov na razvoj otrok. In mislim, da to je tista priložnost, ki jo mi za svojo stroko, za svojimi sodelavci strokovnimi lahko kvalitetno izvedemo in, kot sem rekel, nekako pripomoremo tem otrokom do lepšega jutri. Samo tole vprašanje še. Je lipicanec še vedno najbolj priljubljen konj v Sloveniji? Zagotovo nam mora biti, ker je naš. To zagotovo. Čeprav v športu ni toliko perspektiven, kot je bil to nekoč, ker gre razvoj športa, konji gredo naprej. Lipicanec je postal takšen kot pred 400 in več leti. Mi vemo, da je naš. Kaj pa tujci? Vedo, da je naš? Jaz mislim, da se stalno bolj zavedajo in glede na to, koliko radi lipicance povabijo v gostovanje po tujini, da to tudi dokazuje. Ja, ker ravno pred kratkim sem gledal en film, kjer so se krigali o tem, ali je lipicanec portugalski ali je španski. Na koncu so ugotovili, da je španski. Upam. Ja, treba je poslati nek mail v Hollywood. Hvala za pogovor in obisko studia, pa veliko uspeha želim s konji in tudi drugače. Hvala tudi vam za povabilo.